Dobrodošli v novem videu usposabljanja oznanjevanje preko videa. V tem videu si bomo pogledali, kako lahko tekstu, ki ga imamo na časovnici, dodamo okvir, ki bo pomagal, da bo ta tekst prišel bolj do izraza. Seveda, če bi hoteli samo to, da tekst izstopi, bi lahko tudi izbrali drugo barvo. V temle primeru recimo bi lahko dali belo, pa bi se tekst bolje videl. Večkrat pa uporabljamo tudi posnetke, ki so precej bolj dinamični, precej bolj kontrastni in je težko najti eno barvo, ki bi dejansko izstopala. Takrat si lahko pomagamo s tem, da ustvarimo, kot sem rekel, neko ozadje, ki pomaga, da tekst izstopi in da ga lažje vidimo. Kako to naredimo? HitFilm omogoča eno funkcijo, ki se imenuje Composite Shot. Kaj je to, bomo pa videli kar na primeru. Ko smo v zavihku medija, kliknemo New, Composite Shot. Lahko to poimenujemo okvir. In zdaj se nam odpre pač en črn okvir. Pa bomo najprej naredili, da vidimo, a je tole prosojno ali ni. Gremo tukaj na Options in obkljukajmo tole Checkboard Background. Okej, to so zdaj ti okvirčki, tile kvadratki, ki naznačujejo, da gre v bistvu za prosojno zadevo. In tudi če zdajle recimo poskusimo dati tale okvir gor, bomo videli, da se nič ne spremeni. Okej, pa gremo zdaj, bi radi tukaj dodali nekaj, da bomo lahko, da začnemo narediti tale okvir. Kliknemo New Layer, izberemo Plane in damo recimo ozadje. Izberemo tudi barvo, bomo dali kar belo in kliknemo OK. V redu, zdaj je tole celo belo in če gremo pogledat tukaj v editorju, vidimo, da je celotna slika bela, ampak mi bi radi zdaj samo okvir, da je bel. Kako naredimo to? Uporabimo eno funkcijo, ki so maske. Tukaj vidimo Rectangle Mask. In zdaj preprosto potegnemo, da narišemo en okvir. Ni se nam treba zdajle preveč ukvarjati s samo velikostjo tega okvirja, ker bomo to lahko tudi kasneje še spremenili. Okej, če gremo zdaj pogledat nazaj na našo časovnico, vidimo, da imamo zdaj tukaj tale okvir. Ampak mi bi ga radi zdaj dali pod besedilo. Zato bomo besedilo prestavili na eno sled višje. Okvir pa bomo, tako kot smo se že naučili, bomo spremenili pozicijo, da se bo nahajal pod besedilom. V redu, zdaj je tekst zelo viden, ampak ta okvir tudi ni ravno najbolj lep za videti. Prvo kot prvo ga lahko skrajšamo, da bo enako dolg kot tekst. Potem pa lahko tudi spremenimo še velikost, vidimo, da je malo previsok. Pa lahko recimo pri scale, se pravi pri razmerju, razvežemo tole, da lahko posamezno dimenzijo spreminjamo in lahko pač malo znižamo, pa ga prestavimo, da bo lepo poravnan. Lahko pa tudi dodamo malo zaobljene robove. Gremo nazaj tukajle v okvir in pod tole masko imamo tudi shape. Imamo tukajle tale expansion
Ko malo povečamo, vidimo, da dobimo tukaj že zaobljene robove. In zdaj imamo tudi tukaj na tej sliki, se pravi, karkoli bomo v urejevalniku tega composite shota naredili, bo vidno tudi v končnem izdelku. Zdaj bi pa radi še, da je tale okvirček, da ni čisto bel, ampak da je malo prosojen. Tudi to smo se že učili. Izberemo okvir na časovnici in znižamo opacity do tam toliko, da je ravno prav vidno. Tako, zdaj smo ustvarili video, oziroma okvir, ki omogoča, da je tekst viden tudi na bolj dinamični podlagi.